Dobrodošli v intervjuju jutranca na tretji ponedeljek. Poslušate Radio Študent in tako, da bo o tem uvodnim formalnostim zadoščeno. Z nami je tokrat naša bivša sodelavka Natalija Gorščak, ki je delala v APR-u, v glasbeni redakciji, v lekturi, je pa Natalija med drugim zaslužna tudi zato, da sploh smo zdaj v bloku 14. Tako, zdaj bi pa jaz v bistvu kar besedo bolj kot ne prepustil Nataliji pa Marku iz Muzeološko-tehničnega laboratorija Radia Študent. No, Natalija, pa dajmo bolj na začetku začeti sploh tvoj stik z radiom in kako si se znašla v tej medijski krajini Slovenije, v kateri še zdaj deluješ na nek način. Ja, jaz imam na Radio Študent, bom rekla, najlepše spomine. Na radio me je pa pripeljala v bistvu jeza. In sicer so leta 1985 spomladi posekali drevesa ob blokih na Radio Študent, se pravi ob 9, 10 in telovadnici. In ko se jaz videla, eno jutro se zbudim, ne vem, tam enkrat marca, to se ne vem točno, kdaj je bilo, vse v bistvu, to je tako daleč nazaj, da se človek niti ne spomni. V glavnem, ko sem se zjutraj zbudila, dreves, ki so nas hladila, ki so bila lepa, skratka ni bilo več. In mene je prijela sveta jeza, zakaj se je to zgodilo. Na kar sem šla na upravo in vprašala, kaj je bilo, in so rekli pač, da na zahtevo enega od stanovalcev Rožne doline, ki pač ima alergičnega otroka na topole, ker to so bili v glavnem topoli, je bilo treba te topole posekati. In pol, ko sem vprašala, bodo kaj posadili, so rekli ne, da to pač morajo zdaj preučiti in pol bodo videli, kako in kaj. In meni se je strgalo in seveda takoj sem šla v akcijo, takoj na Radio Študent, ki sem ga takrat poslušala. V bistvu direktno do odgovornega urednika Francije zavrla in rekla, Franci, nekaj je treba narediti, to, da so nam posekali topole, to je ziher kdo, ki je pomemben, na kar smo seveda zvedeli, da je bil to eden od velikih šefov partijskih takrat, ki je imel otroka, ki je bil alergičen, in zaradi tega otroka smo morali pač porušiti, mislim, da je bilo 84 dreves. In Franci je takrat rekel, ja, nared, a ne? Mislim, jaz ne bom delal namesto tebe, vzem tlele priti na radio in nared prispevek. In seveda pa sem šla raziskovati in seveda je res ugotovila. In potem, da so sploh posadili ta drevesa, smo seveda imeli eno celo akcijo. No, skratka, danes so ta drevesa na Radio Študent, ob Radio Študent posajena. Študentje imajo senco in jaz vsakokrat, ko se peljem tam mimo, sem tako ponosna na vsa ta drevesa, ki so tam, ki še vedno pač kljubujejo vsem neumnostim in si pravim, no, vsaj nekaj bo ostalo za mano, en kup dreves sem tlele v Ljubljani, ne samo tam, pa še kje drugje sem jih posadila. Skratka, to je bil en tak začetek, potem sem pa delala vse živo, res, in to so bila, mislim, da so bila po moje najlepša leta na Radio Študent od vseh teh kolegov, s katerimi sem bila, se pravi, danes recimo Ali Žerdin je bil kolega, ki je sedel takoj, ko si prišel noter v našo pisarno, pol sem sedela jaz, pol tretji prostor je imel Tadej Zupančič, potem zadaj je bila od Melite Zajc, Gregorja Golobiča, Uršula Cetinski, skratka, vsi ljudje, ki karkoli, ki je pomenijo, so delali na Radio Študent, in jaz mislim, da takrat je Radio Študent bil tudi en center nekih novih idej, nekih novih političnih zgodb. Vedno je bil pa samosvoj in nikoli se ni uklanjal, no, in jaz mislim, da zdaj, ko to govorimo, kdo je bil osamosvojitelj, ne, Radio Študent bi moral dobiti eno posebno nagrado, ker je zelo veliko prispeval k tej osamosvojitvi in tudi k temu, bom rekla, pluralizaciji političnega prostora. Kako je bilo pa v glasbeni redakciji v tistem času, tvojem obdobju? V glasbeni redakciji takrat, hardcore je bil na pohodu,
potem seveda tam je bilo polno džezistov, te pač starosti radia so se vedno, bom rekla, so bili stalnica na Radiu Študent, Igor Vidmar, Zoran Pistotnik, seveda pač Marjan Ogrinc, ki ga vse premalokrat omenjamo, potem pa kolegi, ki so zdaj tudi pač taki, ki se na drug način ukvarjajo z glasbo, Rajko Muršič, Milan Erič, skratka polno zanimivih ljudi je šlo skozi glasbeno redakcijo. Jaz sem pač takrat imela fanta, ki je bil džezist in je tudi bil glasbeni urednik in sva skupaj pač hodila na te koncerte, delala tudi reportaže. Jaz sem bila zelo vesela, ko sem naredila intervju z Butthole Surfersi v Münchnu. Skratka, to so pač take, mislim, ves čas smo delali, zraven smo se pa neizmerno zabavali. No, tako, jaz imam eno velikansko zbirko fotografij z žurov, ki so takrat bili portretnih in takih, in vsakič, ko se malo bolj slabo počutim, si pogledam one lepe fotke in si rečem, wow, koliko smo lepo živeli in kaj vse smo doživeli. In človek lahko od spominov, bom rekla, zelo lepo živi. Eni pravijo, da je pač denar najpomembnejši, ampak jaz pa mislim, da tudi kakšen fajn spomin na kakšne dobre dogodke ti tudi dosti zaleže. In poleg tega si pa tudi z lekturo, ker to je bila pol zadnja nekako funkcija na Radiu Študent. Ma kaj, jaz sem v bistvu vse kombinirala ves čas. Lektorirala sem, pa to je pa slovenski jezik je še danes moja strast. Boli me vsakokrat, ko slišim vse napačne rabe v parlamentu, v javnem življenju, napačno rabo veznikov. Bom rekla, zelo nizki register jezika, ki je govorjen. In takrat je bilo zanimivo, jaz sem bila ena od tistih, ki sem recimo dolge, zelo težko razumljive stavke kolega Pistotnika krajšala, popolnoma na novo pisala in tako naprej. Spomnim se, da je takrat eden od špikerjev rekel, mislim, kako se ti da. Sem rekla, zato ker želim, da naši poslušalci pač razumejo tisto, kar špiker govori. No, potem pa tudi, zdaj me tudi zanima me, ker sem tudi že slišal, kako je bilo s to gradnjo novih blokov in kdo se je sploh domislil tega, da bi radio rabil nove prostore, ali ste imeli res tako stisko prostorsko, ali kako je to izgledalo takrat? Ja, seveda, v bistvu ta Radio Študent je bil v kleti, in če si ti v kleti v toliko malo prostorih, mi smo se razširjali, v bistvu tudi Radio Študent je takrat dobil dosti močno trženje, delalo se je oglase, jaz sem tudi ene par oglasov naredila in glasbena redakcija se je širila, v bistvu pol je bilo ogromno plošč, ki smo jih imeli, takrat vinilke, pa potem kasete, trakovi, vse to je bilo pač tam in enostavno nas je bilo preveč, res, ker Radio Študent je v 80-ih letih res cvetel, bil je zelo poslušan, bili smo tisti, ki so neka referenčna točka, pač Radio Študent in Mladina sta pač takrat krojila prostor, in pripomogla k osamosvajanju Slovenije. Mislim, da to moramo večkrat poudariti, glede na to, da zdaj je zelo pomembno, kdo se trka po prsih. Jaz mislim, da Radio Študent tega ni nikoli počel, bi se pa moral, pa kakšno zaslugo za narod dobiti na ta račun. Ja, v tem muzeju osamosvojitve bi sigurno mogel biti vsaj en studio Radia Študent rekonstruiran iz tistih let. Tako je, če se že tako grebejo za ta muzej. Tako, pa kakšen posnetek bi lahko bil, ko je Igor Vidmar provociral, pa potem, ko so prišli po njega in tako naprej. Mislim, take stvari bi bile treba tudi v bistvu vse teme, ki smo jih odpirali. Recimo, jaz sem recimo takrat odprla okoljsko temo o PCB-jih. Dušan Plut mi je prinesel pač materiale, Miran Lesjak me je kot urednik takrat, ker on je bil urednik APR-a, me je takrat v bistvu usmerjal, kako delati. Skratka, mi smo takrat to zgodbo o PCB-jih v reki Krupi razkrili popolnoma in pač dokazali, da je Iskra spuščala pač snovi v Krupo, ki so vsebovale PCB oziroma prav PCB.
in zaradi tega so ljudem razpadala jetra, to niso bili alkoholiki, ampak so jim jetra razpadla zaradi te snovi in zato so potem ljudi tudi pošiljali na zdravljenje in dobili so odškodnine zaradi tega, kar smo mi naredili. Skratka, to se je delalo, da ne govorimo o kulturnih prebojih, o družbeno angažiranih tekstih, o filozofskih tekstih, Slavoj Žižek, Rastko Močnik, Vlasta Jelušič. Mislim, ni bilo človeka, ki je takrat nekaj pomenil, da ne bi pač pisal prispevkov za Radio Študent. Mislim, to, da tak tekst slišiš na radiju, tega praktično ni več, morda še na Arso, na našem RTV, enem od RTV-evskih radijev še kdaj slišimo take tekste, pa na prvem programu Radia Slovenija, ampak sicer pa tega ni več. Je to, mislim, žalostno je, da vse tisto, kar je takrat to državo osamosvajalo in jo delalo pač posebno odlično, zdaj odhaja na smetišče zgodovine, ne. Skratka, kako se je začelo, bom rekla, ta gradnja? Enega dne je prišel Ali do mene in je rekel, poslušaj, Natalija, UKZ SMS formira neko novo predsedstvo, a bi ti šla tja, zato ker mi rabimo denar za gradnjo, zato da bomo imeli nove studije, ker mi smo sanjali o teh studijih ves čas, ker res to je bilo res gneča, pa vse je bilo že staro, pa vse je bilo simpatično, zato ker je bilo staro, ampak zaradi tega pač polno stvari nismo mogli delati, ker bil je samo en studio na voljo, nismo imeli nobene snemalnice, vse se je delalo pač v enem studiu. In potem jaz sem pač se pol srečala z ekipo, Gorazdom Drevenškom, Samom Resnikom. Samo Resnik je recimo še en človek, ki je, on je pa prav, bom rekla, žrtev te osamosvojitve, človek, ki je ogromno naredil za osamosvojitev, potem so pa vsi osamosvojitelji nam pozabili in je umrl pozabljen, popolnoma brez dela, brez denarja, človek, ki je bil izrazito inteligenten, načitan, poln energije, da bi lahko še kaj naredil. In no, skratka, s temi ljudmi smo se pol dobili. V tej prvi skupini je bila tudi Alja Brglez, sedanja pač svetovalka predsednika države, potem moj kolega Boris Lenarčič, ki je zdaj naš urednik na Dnevniku, Žiga Bahovec, odličen pravnik, skratka, ljudje, ki so takrat in potem danes tudi še kaj naredili, bom rekla, iz sebe in tudi v življenju. In potem smo takrat kandidirali proti ekipi, ki je bila v bistvu bolj prorežimsko usmerjena, ki jo je vodil pa sedanji predsednik Borut Pahor. In na teh volitvah... To govorimo o ZSMS-ju. O UKZ SMS, ja, ampak to je to ekipo... Univerzitetna konferenca. Tako, univerzitetna konferenca Zveze socialistične mladine Slovenije, no, in takratna ta ekipa, ki je bila v bistvu neka alternativa tej ekipi, ki bi pač morala zasesti to mesto, Mi smo bili eni taki, ki smo bili neki nebodiga treba, Radio Študent nas je podprl, Tribuna nas je podprla, skratka, imeli smo celo akcijo, pač, da smo pokazali, kaj bomo naredili, želeli smo narediti več za študente, za socialni status študentov in seveda ena od zahtev je bila tudi novi prostori za Radio Študent in mi smo te volitve, na volitvah potem zmagali, premagali to ekipo, ki jo je vodil sedanji predsednik Borut Pahor. Mislim, da so bile to edine volitve, ki jih je on izgubil, kolikor jaz vem. In seveda zasedli mesto na UKZ SMS in takrat se je potem začela ta zgodba z Radiem Študent, s tem, da pač so se začelo delati načrte. Najprej so bile želje na tem, da bi bil tam na vrhu od 13. bloka, potem zdaj na koncu ste končali v 14. bloku, ne na vrhu. No, skratka, to je bilo, potem so bili razni načrti. Moram reči, da če ne bi bilo, bom rekla, legendarnega direktorja UKZ SMS Toneta Bricmana, ki je v bistvu vedno deloval v dobro študentov, skušal najti vse zakonske luknje, znal se je politično pogajati in res
On je človek, od katerega sem se, kar se tiče takih, bom rekla, kako voditi ljudi, kako se obnašati, največ naučila. Če ne bi bilo njega, dejansko Radio Študent ne bi imel teh prostorov. Pa čeprav mogoče ga nikoli ni nihče niti posebej za to pohvalil, karkoli, ampak on se je ves čas res trudil, da je vsakem, tudi potem, ko smo mi že odšli, mi smo pa Luka za SMS, bom rekla, reorganizirali v šov, in potem seveda se odmaknili. In če ne bi bilo potem njega, ki je vedno znova to temo nekako uspel študentom dati na dnevni red, ne bi bilo potem teh prostorov. Tako da ti prostori so zdaj, bom rekla, zasluga mnogih ljudi. Bom rekla, prvi, ki je pa prišel na idejo, da je pa treba to tudi politično narediti, je bil pa kolega Ali Žerdin. In kakšni so bili takrat pol tu odnosi, kako je to funkcioniralo? To se je bilo potrebno na zvezni ravni dogovarjati o tem, kdo bo dobil denar? To je bilo v bistvu takrat je bila študentska organizacija v bistvu zelo, zelo bogata, ne? Ampak je v bistvu financirala mnoge dejavnosti. Težava takrat je bila ta, da je v bistvu takrat so se vse nove politične stranke nekako so prišle prositi za svoje delovanje, seveda študente. Ne? Se pravi, tudi študentska organizacija je bila zelo pomembna za osamosvajanje Slovenije, pa tega tudi nihče ne govori. Ne? Ker tam je v bistvu bil prostor, v katerih je deloval potem odbor za človekove pravice, bil na študentski organizaciji. Skratka, da se je pač študentska organizacija potem morala samo doseči, da je ta denar bil lahko namensko, mislim, da je bil namenjen samo gradnji Radia Študent. Natančno, kako je pa vse skupaj to potekalo, bi pa morali po moje vprašati Toneta Bricmana, ker jaz v bistvu vem, kako se je tako malo, glede na to, koliko sem se z njim pogovarjala, ampak kako točno, kaj vse so morali narediti, da so morali pač v bistvu, da sploh lahko se sprejme nek akt, pa to je zagotovo bilo tudi delo na nivoju države. Seveda takrat je bilo treba pač to z ministrstvi, z zavodom za šolstvo, skratka z mestno občino seveda. Mislim, tukaj je bilo treba z vsemi to urediti, zato da je do tega prišlo. Tako da predlagam, da enkrat Toneta Bricmana povabite in on vam bo čisto natančno povedal, katere vse akte so morali spremeniti, pa s kom so se morali dogovoriti, zato da so, kar se tiče zemljišče, namembnosti, kaj uredili. Skratka, polno teh malih, ampak zelo zoprnih stvari, ki jih je treba vse vedno zlobirati. In tukaj mora biti nekdo, ki je zelo zagrizen, in Tone je to bil. Kako je bilo pa tudi ta politična situacija? Takrat je bila najbrž kar napeta, no, tudi glede vseh teh, potem tudi tega odbora prej omenjenega in vsega. Ti si bila najbrž v teh letih tam, do katerega leta si bila na radiju? Ali potem tudi Mladina? Jaz sem bila v bistvu aktivna na radiju tam do 89, skoraj do konca 89. leta. Ja, tako je to bilo, da mislim, ljudje, ki smo delovali na Radiu Študent, smo bili pač predmet tistih, ki so pač nas opazovali, pač spremljali naše delo. Še posebej je bilo pa potem težko, ko je bila afera JBTZ. Mene je takrat, do mene je v Študenta prišel takrat Samo Resnik in je rekel: Natalija, jaz imam kontakt z Borštnarjevo hčerko, če hočeš, lahko naredimo pogovor, ampak bo treba iti v Škofjo Loko in bo treba tam se nekje najti. In sem rekla, ok, greva, ni noben problem, ti se dogovori, povej mi kdaj. Je rekel, jaz se bom skušal čim prej dogovoriti, ti bodi na stand-byju, vzemi Uhar in gremo. Uhar je bil takrat snemalnik, ne. Jaz sem šla na radio, sem pač vse to pač pridobila, povedala, da bom pač šla delati en ekskluziven intervju in to sem vzela in potem sem čakala. Pol je Samo prišel do mene in rekel, greva, čaka naju, čez 1 uro morava biti pri Škofjeloškem gradu, ker tam bova naredila pogovor. In potem sem šla tja, smo naredili pogovor nazaj, seveda takoj v eter. Potem smo to še za Mladino delali, ampak po tistem sem jaz šla na neko srečanje študentsko v Berlinu in ko sem se vrnila, vmes sem neki starši komunicirala, pa je moja mama nekaj bila čudna, ampak nisem vedela zakaj.
Ko sem se vrnila, sem dobila pač eno pismo, v katerem je pisalo, da pač moram se paziti, če bo pač kdo prišel, da so poizvedovali in tako naprej. No in potem smo imeli pač nekaj pač informativnih pogovorov. Moja starša sta bila zelo prestrašena, ker je vojaška obveščevalna prišla domov in pač med vrsticami grozila. Mama je bila vsa iz sebe in rekla, pazi se, tukaj je zelo težko, nadzorujejo nas in tako naprej. Tako da takrat smo bili tako mladi, da sploh nismo razumeli, da pač zadeve so zelo resne, da ni to tako lahko, da se lahko karkoli zgodi, ampak pač bili smo tako zagnani, da se nam je zdelo, da delamo pravilno, da se pač da pač je treba osvoboditi te naše fante. Najhuje je pa bilo to, da sva bila jaz pa Tasič 5 kilometrov vsak sebi doma. David je bil iz Mosta na Soči, jaz iz Tolmina in vsi so bili prepričani, da se midva super poznava. Midva se pa res nisva poznala in njega so v zaporu zasliševali, kdo sem jaz, mene so spraševali po njem. In ko je prišel iz zapora na Mostu na Soči, so imeli pač, je bil pogovor in ko sem jaz, ko je bilo konc, grem jaz tja proti Davidu in David reče, si ti Natalija? Pravim, ja. Je rekel, no, hvala, dobro, da sem te spoznal, ker so me v zaporu spraševali, kdo si ti. In pa sva se končno spoznala. Nihče seveda ni verjel, da se nisva poznala in da nisva nič imela, da nisva imela nobenih kontaktov in nič, ampak to je bilo samo zaradi tega intervjuja, ali kaj so... Ja, ne, pa tudi v bistvu, vse smo v bistvu, pa zaradi vsega delovanja, ki je bilo na Radiu Študent, pač, ker smo pač vsi pomagali, ali je bil tisti, ki je bil pač protagonist, vsi smo pa pomagali ali z informacijami, ali s kakšnimi prispevki, skratka, vsi smo delovali takrat za to, pač, da fante izpustijo iz zapora in da pač se začne ta država pač malo drugače obračati. No, pa mogoče se spomniš kakšne take tudi anekdote, take še prav posebne, povezane z radiom, se ni nekaj takšnega, Meni je bilo najhuje to, recimo, da se takrat, bom rekla, jaz sem bila tako vedno jaz pač nisem nikoli hotela biti uniformirana. Meni se je zdelo, da ko sem prišla na Radio Študent, so bili vsi oblečeni v črno, kratke lase so imeli, vsi so bili tako, ne vem, so bili taki, takrat se je rekla, da si alter, Meni je bilo pa to tako smešno, moram priznati. Jaz sem pač bila doma iz Tolmina, tam nikoli ni bilo kaj preveč. Mi smo tako kot nek punk, smo imeli stare plašče, pa ne vem, neke beče gor, tako mi smo bili bolj grunge, bom rekla. Jaz sem pač človek, ki imam rada svoj stil in se ne želim, nikoli mi ni bilo fino, da sem taka kot vsi ostali, sem bila pač zmeraj rada tako oblečena, kot želim jaz. Jaz sem zmeraj imela dolge lase, zmeraj sem pač rada, sem tak bolj materinski tip in sem recimo na radio nosila pecivo in čaj, ki sem ga pripravljala in so se vsi malo norca delali iz tega. Enkrat sem, ko sem nekaj časa špikirala, ker pač malce se sljam in se mi zdi to čisto simpatično, če lahko Mike Bongiorno pa Jay Leno se sljata, ne vem, zakaj ne bi smela jaz, ampak takrat je bilo to pač proti vsem pravilom. In potem sem imela kratko obdobje špikiranja in v tistem obdobju sem enkrat med ko je bil en dolg komad, ne vem, 10 minut, imela sem nekaj za dokončati, ko sem nekaj štrikala in sem štrikala in takrat Tičo Vidmar še zdaj pač govori o tem, kako sem jaz štrikala v studiu in se zgraža nad tem in se je takrat zgražal. Skratka, meni se pa zdi ena kvaliteta, če znaš človek in štrikati in kvačkati, to je danes celo trendi, tako kot leta, takrat, ko so se jaz vozila s kolesom, so se vozili samo reveži s kolesom, zdaj je pa to trendi, Jaz se pa že odkar sem prišla v Ljubljano vozim s kolesom, ker bi pač to bilo zmeraj v redu, da se človek vozi s kolesom, No, ampak takrat je bilo enkrat, ko sem špikirala, vsi so govorili ljubljansko, Ljubljanščina je bila tako pač cool, In meni je šlo pa to blazno na živce, zakaj je tako ljubljanščina cool, vse ostalo pa ni cool, In potem sem jaz pač bila špiker, seveda s slovenskim naglasom in tako naprej. In prihajali so pa na pogovor band Kuzle iz Idrije.
In seveda, ker znam jaz idrsko govoriti, in se meni zdi to kvaliteta, jaz sem iz Tolmina, imeli smo tabor blizu Idrcev in ko smo jim kradli zastavo, ko so rekli, kdo je, si se moral po idrsko oglasiti, zato da niso ugotovili, da si pač ti Tminc, In sem pač napovedala kuzle po idrsko. In sem bila seveda suspendirana, ker pač po idrsko se na Radio Študent, kjer je v glavnem prevladovala ljubljanščina, ni smelo govoriti. Skratka, meni je bilo to tako, bom rekla, smešno, ampak pač seveda takrat so te suspendirali za vsako napako. Moram pa nekaj reči, da tako kot je delovalo uredništvo na Radio Študent, potem kasneje v življenju na nobenem mediju nisem pač zasledila, da bi tako profesionalno kdo deloval. Namreč mi smo se tresli kot mladi novinarji. V ponedeljek ob enih je bil pač je bil ta uredniški sestanek, oziroma tam, verjetno je bil prej, v glavnem tam ob enih 2 so obesili zapisnik uredniškega sestanka na Radio Študent. In vsi smo čakali, da smo prebrali, a smo dobro delali, kaj smo narobe naredili. To je bilo res, mislim, to uredniško mnenje je vsem nam toliko pomenilo, ampak to je bilo res uredniško mnenje, ki je povedalo, ne vem, to pa to je bilo v redu, to pa to ni bilo v redu, to bi bilo treba narediti na tak način, na on način. In delo, recimo, ki ga je takrat najprej Franci, pa potem Miran Lesjak, ki so ga opravljali z nami kot mladimi, kot tistimi, ki smo prišli kot novinarji delati na Radio Študent. To je bilo delo res tako, da ti si se res posvetoval. Ne vem, jaz, ko sem delala PCB z Miranom Lesjakom, so bila ves čas na vezi. On je povedal, dej, razišči še to. Pa sem rekla, jaz sem našla tega pa tega zdravnika. Ja, 5, me intervju, skrit pogovor. Mislim, usmerjali so nas. To je bilo res zelo temeljito delo in se mi zdi, da to je tisto, kar v medijih danes manjka. Mi sicer to zdaj ponovno uvajamo, te uredniške sestanke, uredniške analize in mislim, da nam je to v enem času, v tej samostojni državi je to urednikovanje na tak način je nekako izginilo nekam, ampak se vrača. Mislim, jaz moram reči, da saj, kar se tiče televizije, je zelo, zelo, bom rekla, v enem trenutku je praktično, je bilo tako minimalno, da ni bilo v redu, in to se je zdaj ponovno začelo uvajati in jaz upam, da bomo te iste standarde v bistvu začeli dosti kmalu dosegati na vseh področjih. Sam se mi zdi, da bom pa jaz malo letel noter, ker si glih to omenila. A veš, se mi pa zdi tudi, da te zdaj generacije današnje, v bistvu mogoče malo težko ta bolj agresiven, bomo rekli, uredniški pristop razumejo. In je tle v bistvu kar malo dotegne krah. Jaz tudi na radiju opažam, verjetno je zdaj na RTV-ju podobno. Drži. Mislim, težava je v tem, da je vse tako malo, vse je, bom rekla, mi smo se zelo balkanizirali, odkar smo samostojni. Ta lakočemo, ta modus operandi, da je vse lahko narediš. Mislim, tako zelo hitro smo zadovoljni z vsem, kar naredimo. Zelo nekritični smo do tega, kar, mislim, jaz ne bi rekla, so mladi, ki so zelo kritični. Jaz ne bi vseh dala v isti koš. Zelo je odvisno, iz katerega okolja prihajajo. Ampak jaz moram reči, da to je spet tisto, ko si ti iz nekega manjšega okolja, kjer je kontrola okolice dosti večja, si dosti bolj samokritičen, kot pa v tem okolju, zdaj bom rekla, sploh v teh malo večjih urbanih središčih. Jaz zelo nerada posplošujem tako mladi, ki se potem spomnim na stare Grke, ki so rekli, da je vsa mladina pokvarjena, pa da nič ne zna in tako naprej. Se mi zdi, da vedno imaš kakšne, recimo mi imamo zdaj nekaj mladih, ena mlada, seveda, ker je nismo mogli zaposliti, je žal odšla na komercialno televizijo, je krasna punca, zavzeta, zagreta. Imamo enega mladega kolega, ki je dobil nagrado evropsko za svoje delo, ki je zagret, za katerega se trudimo, da bomo našli delo, da bomo našli varianto, ampak ker
zaradi sistema, recimo pri nas na RTV-ju, zaradi sistema javnih uslužbencev, imaš ti tukaj ljudi, ki pač ne grizejo več, ki pač so tlele, gledajo sam, kje bodo našli pač neko pozitivno stvar zase in tako naprej, kar ni več dobro. In v bistvu stagnirajo, pa niti ne vedo, da stagnirajo. Tako da jaz mislim, da ta čisto mlada generacija, mislim, da se spet obrača v one, ki grizejo, da je bolj težava v teh tam 30 do 40 let starih. Ja, ker te zadeve v bistvu skozi oscilirajo. Tako je. Mislim, da je to da je čisto odvisno od generacije, seveda je pa vedno najbolj odvisno od posameznika. Da vedno imaš v generaciji posameznike, ki ful grizejo in one, ki pač ne. In je pa tudi nekaj. Enkrat je ta hrvaški psiholog, jaz sem z imeni zelo slaba, ko smo imeli pač podelitev teh Trusted Brand nagrad, Bruno Šimleša, zdaj sem se spomnila, je zelo dobro povedal, kaj se dogaja danes. In je rekel, da v bistvu pri publikovanju same podobe je nekoč, je dolgo časa trajalo, da si ti dobil samorefleksijo. Je v bistvu okolica ti daje samorefleksijo. In prej si samorefleksijo dobil preko govoric, preko mnenj in tega. Zdaj pa samorefleksija zelo mislim, je sploh ni. Ti v bistvu dobiš prej refleksijo okolice, daš neki postaš na Facebook, Instagram, skratka na vse te družbena omrežja in takoj dobiš refleksijo od ostalih, samorefleksije pa ne uspeš narediti. In je to ta huda težava, ki jo imajo mladi in tudi že starejši zaradi tega, ki niso recimo odrasli. Ker v Sloveniji imamo po moje težavo za veliko količino ljudi, ki so odrasli, ki mislijo, da so odrasli, pa v bistvu niso odrasli. Ker niso v bistvu nikoli postavili se. In to mislim, da je sploh težava sodobne družbe, neodraslost tako imenovanih odraslih ljudi. Imate ljudi, ki so toliko stari, mislim, naših let, 55, 60, ki so neodrasli, ki so pač mama in oče, sta poskrbela za službo, sta poskrbela za vse, nikoli niso imeli, neke pretirane odgovornosti, tudi otroci so jim zrasli gor ob pomoči dedkov, babice, okolice in se najdejo recimo tudi že kot babice in dedki in so še vedno neodrasli. Imate pa recimo človeka, ki je pri 20-ih zdaj zaradi situacije, sploh ta COVID, ti vsi prekarci, ki se morajo zdaj boriti, mislim, to je, jaz vem, ker sem sama bila, mene so nosečo vrgli z RTV Slovenija, so mi prekinili honorarno pogodbo in sem bila na cesti. In vem, kako je, imela sem moža tujca, ki ni imel dovoljenja za bivanje, ni imel dovoljenja za delo v tistem času, ki je bila zakonodaja še čudna. In nisva imela za preživetne z majhnim otrokom. V bistvu, jaz sem si takrat kupila stanovanje, imela sem kredit, ki je bil višji od katerihkoli dohodkov. Sploh ne vem, kako sem se skupaj shendlala, da sva preživela. Ampak to je tudi tisti trenutek, ko ti odrasteš, ko se pač soočiš s sabo, s ekonomsko situacijo, vsem skupaj in nekako pregrizeš in tudi osebnostno zrihtaš se. Tako da jaz mislim, da ta COVID, to, kot je slab, je tudi dober za to, da bodo mnogi, ne vem, se morali pač soočiti z nekaterimi stvarmi, s katerimi se niso soočali. Je sicer kruto, ampak to mogoče bo kakšen del družbe naredilo celo boljši, kot bi bil sicer. Ampak nazaj k Radio Študent. Na Radio Študent smo bili samo taki, na Radio Študent smo bili sami taki, ki smo v bistvu morali gristi in smo morali odraščati. Koliko se pa spomniš ti še kakšnih ljudi iz služb, ki jih zdaj, mislim, do zdaj še nismo toliko zelo omenjali, se pravi špikerji, tehniki? Zelo dobro. Sej, mislim, ne vem, Miško, ki je potem postal direktor, legendarni tehnik, Radio Študent, pa ne vem, Istok Sabadin, ki imam še zmeri fotke, polno je takih. Sej, vsi ti, ki tudi v tehniki kaj pomenijo, ne vem, so danes tudi recimo, ne vem, delajo v firmah, ne vem, velikih, so programeri, skratka, špikeri isto, vsi špikeri, ki so bili na Radio Študent takrat aktivni, so zdaj pri nas na Radio Slovenija najboljši špikeri. Matej Rus, recimo, ki je mene pač imel kot špikerco takrat, ko smo se ga vsi bali, on je bil strah in trepet.
obenem pa genijalen špiker. Jaz sem njemu enkrat v francoščini prebrala tekst, enkrat v španščini prebrala tekst in ga je on z istim naglasom prebral, pa nikoli, recimo, pa ni poznal jezika. Mislim, Maja Mol, Eva Longika, Jure Longika, Nada Vodušek, vse, mislim, špikerji so vsi iz tistih časov, ne. Starejša generacija, Janez Lotrič, skratka, to je vse na Radiu Študent zraslo, ne. Tehniki vsi, mislim, vsi dobri tehniki so pač bili najprej na Radiu Študent tehniki. Trženje. Ljudje, ki se danes kaj pomenijo v trženju, ne vem, Brčon, se pravi, ni ga človeka skoraj, ki nima danes agencije, ki ne bi začel na Radiu Študent. Prav, pa mogoče še eno stvar, ki smo se prej o ZSMS-ju pogovarjali, kakšna je bila pa relacija kaj z vodstvom študentskih domov takrat? Mi smo takrat imeli kar nekaj težav z vodstvom domov in potem smo takrat naredili to, da mislim, da smo predlagali v bistvu zamenjavo direktorja in je takrat prišla direktorica, ki je zadevo uredila. Je pa ves čas bilo malce napeto, ne? Ampak v bistvu ko smo mi bili na UKZSMS, mislim, da smo dosti stvari uredili. Jaz sem bila prav zadolžena za to tako imenovano socialno področje študentov in sem prav imela te domove čez, ker takrat je bila tudi ta obštudijska dejavnost, ne. Je študentska organizacija dajala ogromno denarja za obštudijsko dejavnost, nekako vse te dejavnosti so bile pa tako namenjene samo, da si dobil karte za bazen, pa recimo karte za telovadnico, kakšnih ostalih, recimo za koncerte, pa to pa ni bilo kaj dosti. Takrat smo potem začeli blazno dosti delati na tem, da smo tudi koncertno dejavnost recimo približali študentom, resno glasbo. Takrat smo res, kar se tiče teh obštudijskih dejavnosti, smo potem sofinancirali praktično vse. Takrat tudi, kar se tiče domov, mi smo zahtevali takrat tudi, da se potem domove začenja prenavljati, ne. Ker to je recimo, ne vem, jaz sem v 9. bloku živela, tam zunanja stena je bila takrat samo iz stiropora, ne, gretje je bilo grozljivo, recimo mi po zimi smo si vsi grelce prinesli, zato ker je bilo ledeno mrzlo, ko je recimo zima, takrat mislim, da 84 na 85 je bila tako, takrat je bila zelo huda zima, če se dobro spomnim, bila točno ta zima -27 stopinj je bilo v centru mesta, ne, enkrat. In jaz vem, da smo zmrzvali, mi smo spali v puloverjih, ne vem, jaz sem si vse živo, sem si od doma prinesla en kožuh od moje mame, ker je bilo tako mraz, res. In takrat smo zahtevali, da se pač te domove tudi toplotno izolira, ker je bilo res premrzlo. Pa tudi one kuhinje, ki so bile, mi smo imeli potem akcijo kampiranja pred Radiem Študent enkrat tam konec 80. let, ker ni bila potrjena ena gradnja študentskih domov. Potem jaz imam še zdaj zbirko fotografij, recimo WC-jev, ki so bili sesuti, tušev, ki so bili sesuti. Mi smo imeli tuš, ki je kar naenkrat vse padlo dol, recimo ona kapca za tuš. Jaz preden sem se šla tuširati, sem se zašraufala, pa pogledala, če vse deluje, pa dostikrat topla voda ni tekla, recimo, ali pa je tople vode zmanjkalo, pa je ni bilo recimo, ne vem, 3 dni. Pa smo pol greli vodo, ampak takrat ni bilo grelnikov, takrat je bilo treba na kuhalnik, pol je vrglo ven ne vem kolikrat elektriko, tako da to smo pol vse zahtevali, da se pač preko študentske organizacije, da smo pol to vse prenovili, tako da danes to, kar imajo danes študentje, to je tak luksus, da neverjeten, no. Mislim, takrat je bilo res, študentski domovi so bili res zadnja luknja, ne. Pa dol v Štirki, recimo dol, ki so bili, ki je bil še tudi prvi ta K4, sej to je bil zaradi tega, ker je bil, mislim, ta Disco Fave je bil dol od spodaj, ne, pa prednje se je preselil v Šiško, v unem undergroundu od Štirke, ki je tudi bilo na pol vse razsuto, ne. Saj zato pa mogoče je bilo lahko tako vse alternativno in underground, ker je bilo razsuto. Tukaj je tudi Radio Študent imel zelo pomembno vlogo, ker vse te akcije, ne, smo v bistvu komunicirali preko Radia Študenta, ne. Radio Študent je res odigral
ključno vlogo pri izboljšanju študentskega standarda, pri zagotovitvi, tudi recimo takrat je bila revalorizacija štipendija, ne. Veste, da je v 80 letih si dobil štipendijo, ki je bila en teden je bila toliko manj vredna, ne. In revalorizacije ni bilo in pol smo mi preko študentske organizacije zahtevali revalorizacijo štipendij in tudi dosegli, da se je potem sproti vse revaloriziralo, a ne. Ker mislim res, jaz vem, da takrat, ne vem, to dobil si, če si sploh imel štipendijo, jaz sem pol pregledovala te od socialnih do vsega, ker sem pač za to bila zadolžena. To so bile res mizerija. Ti si niti študenta nisi v enem trenutku mogel plačati štipendijo, zaradi tega, ker je pač toliko padala vrednost štipendija, ne. Tako da vse to smo tako komunicirali, imeli smo redne oddaje o tem na Radiu Študent, pol, ko sem bila še na UKZSMS, sem ves čas skrbela za to, da smo v bistvu se povezovali, da sem pol recimo tudi preko Radia Študent smo dobivali informacije dodatne, kaj vse je narobe, kaj vse lahko naredimo za študente. In tudi recimo ta odnos z univerzo, a ne, to smo preko recimo takrat UKZSMS smo vzpostavili odnos z univerzo, recimo takrat v študentsko organizacijo, v tistem času študentje teologije niso bili vključeni, ne, in smo mi takrat na UKZSMS se zavzemali tudi to, da bi študente teologije pač vključili, saj so bili ravno tako kot mi študenti, a ne. Skratka, tukaj je tudi Radio Študent odigral ključno vlogo, a ne. Tudi to, da je v bistvu, ne vem, ta neka, da so neke skupine, se pravi naravovarstveniki prišli do svojega prostora, da so manjšine prišle do svojega prostora, to vse je omogočil takrat Radio Študent, ne. Tudi glasbene skupine, takrat recimo Radio Slovenija ni predvajal tako imenovane šunt glasbe, je imel neko komisijo za šunt, a ne, in tako imenovana šunt glasba je bila doma na Radiu Študent, a ne, bom rekla alternativna, ne, takih nekih bom rekla, ekstremov v te štanc variante tega takrat k sreči ni bilo. To je bila edina dobra stvar takrat, da pač tudi ta popularna glasba je bila kakovostna, je morala biti, če ne, tudi ta ni imela prostora, ampak ta potem ni imela prostora ne na Radio Slovenija, ne na Radio Študent. Sploh ni imela prostora in zato je ni bilo. Tako da to vse, Radio Študent je bil takrat res, mi smo bili totalno ponosni, Rešovci, ko smo praznovali 18-letnico Radia Študent, to je bilo res, tako smo bili ponosni, ne vem, takega veselja in ponosa, kot to, takrat, ko smo delali za Radio Študent, ne vem, če sem pol še kdaj doživela kjerkoli. No, zdaj mogoče se že malo bližamo koncu, ker imamo 45-50 minut cajta. Mogoče, če bi sam še malo šli skozi to od Radia Študent pa do direktorce RTV Slovenija, mogoče, če še malo strnemo v en krajši to obdobje, naprimer. Ja, jaz sem očitno imela medije v genih, ne? Ker sem v osnovni šoli ustanovila radio, šolski radio, in potem tudi v srednji šoli pač ta šolski radio vzdrževala, pa neke šolske časopise. Potem, ko sem prišla sem, se pravi, po Radiu Študent sem šla najprej na študentsko organizacijo, potem sem šla na neke izobraževanje tudi za marketing oziroma bolj za PR, ker me je PR dosti zanimal, ampak ne v smislu čiste promocije, ampak čist PR-ja. Potem sem delala na računalniški, kot pripravnica, ko sem končala faks, sem delala na računalniški firmi Gambit. Zdaj je to Gambit Trade, ena trgovina, skratka ljudje, ki so zelo zrasli iz tiste majhnega podjetja. In tam sem pač v tistem podjetju sem v enem trenutku postala blazno nezadovoljna, niso mi hoteli pač plačati tistega, kolikor sem naredila, in sem se en dan razjezila in sem naredila en koncept to je bilo pred volitvami za volilno oddajo, in šla na Kanal A in rekla, da bi pač jaz delala oddajo na Kanalu A, da sem sicer zaposlena, ampak da imam dosti tega, da bom pač nekaj že naredila, kar se me duši, in da bi šla delati na Kanal A. Prinesla sem koncept, se pogovorila s tedanjim urednikom Andrejem Pozničem,
ki mi je rekel, da pač oni iščejo nekoga za PR bolj kot za oddajo, pa sem rekla, pa pridem k vam za PR. Je rekel, kdaj lahko začneš delati? Sem rekla, lahko jaz začnem naslednji dan, zato ker je tako takrat mi direktor na Gambitu rekel, da pač, če želim iti, lahko grem kadarkoli. Sem šla nazaj k njemu in sem mu povedala, da bom odšla. Bil malo seveda presenečen, ker človek tako hitro se odloči in gre, ampak pol je pristal na to. Zaključila sem svoje stvari in seveda prišla na Kanal A, tam delala najprej kot PR-ovec, pol seveda takoj začela v programu, ker je pač to bila moja želja. In na Kanalu A počasi pač potem bila pomočnica Branka Čakarmiša, ki je po Pozniču postal direktor. Ko je Branko pač odšel, takrat sva skupaj se pogovarjala za pop, jaz sem celo pogodbo imela za programski del popa, ampak potem, ker smo bili na Kanalu A taka dobra ekipa, mene je vedno izdalo to, če je nekje dobra ekipa, pol kar tam ostanem. To me vedno prepriča pred denarjem. In sem se potem na prepričevanje mojih kolegov vrnila na Kanal A in sem pol na Kanalu A bila, dokler se pač ni ameriški lastnik prišel. Ta človek je potem enkrat kričal na mene na enem sestanku, kot takrat sem bila direktorica Kanala A in enkrat je pol, ne vem, začel je nekaj kričati, žaliti je začel, pač rekel je, hotel je imeti nek sitcom, kjer so nastopali samo temnopolti igralci in sem rekla, da to tukaj pač ne bo prišlo do identifikacije gledalstva z pač protagonisti, da bi moralo biti v bistvu mešan, bi moralo biti nekaj temnopoltih pa nekaj svetlopoltih v oddaji, da bi lahko pač ta serija imela nek uspeh in da mislim, da taka serija bo popoln polom za naš kulturni prostor. In on je rekel, da jaz pojma nimam, da je to serija, ki je bila ne vem kje vse uspešna. In sem rekla, da žal ne pozna našega okolja in je kričal na mene in sem ostala in odšla. In rekla, da pač bom šla nekam drugam delati. Predtem je pač kolegica Miša Molk me enkrat poklicala, rekla, da rabi producenta in sem mi pač ponudila eno gospo, ki je včasih delala pri sarajevski televiziji, potem pa z nami in sem rekla, da je odlična in da naj jo vzame. No, pa sem pa poklicala Molkova in sem rekla, rabiš tudi kakšen drug kader, ker jaz imam tlele dosti, na mene ne bodo kričali in je rekla, ja, pridi, ravno rabim redaktorja takrat za to pesem Evrovizije, bom na novo naredila. No, in sem prišla sem na nacionalko, najprej sem delala 2 meseca na tem projektu pesem Evrovizije, pol je rekla, le jaz delam oddajo, res je, rabim redaktorja scenarista, sem rekla v redu, in sem prijela to in sem začela in sem 1 leto delala na oddaji, res je, kot redaktor scenarist. Podpisana nisem bila nikoli kot scenarist, ker me niso hoteli podpisati, ampak imam pa pogodbo za scenarista tudi, ker sem scenarij zares pisala. Potem sem pa, bom rekla, se zaljubila, ker pač je spet prišlo do nekih žalitev strani urednice do mene, jaz pač tega ne prenesem, da me kdo žali in je kdo nesramen do mene, ker mislim, da to ni v redu v komunikaciji in sem potem nehala delati na tej oddaji, šla nekaj časa pol delati drugam, bila na TV Piki, tam sem spoznala internet, Rok Trkaj mi je pokazal, kaj je to Google, takrat je bil on 16-letnik na TV Piki in takrat sem začela pač z internetom in me to čisto, bom rekla, mi je bilo totalno v redu, da ti novi mediji, to me je čisto potegnilo. Vmes imela otroka in potem me enkrat Miran Ribič, ki pa je delal v trženju na Kanalu A in me je tam poznal, ker sem par teh marketinških reportaž naredila. Za njega je rekel, glej, jaz tlele rabim nekoga za PR in promocijo na RTV Slovenija, ti si na RTV Slovenija že delala, a bi prišla spet nazaj. In sem rekla, okej. In sem potem prišla, tlele sem se takrat leta 2001 zaposlila, pol sem bila v PR in marketingu zaposlena. In bila sem vodja, no, in takrat je Darja Groznik z Vala 202 enkrat rekla, da bi mi naredili kakšno veliko akcijo. Mi imamo neko idejo, da bi delali pač koncert Siddharta Simfoniki na stadionu za Bežigradom. Sem rekla, super, gremo v to. Potem smo se nekaj časa, se ni vedel takrat dani generalni direktor ali bi ali ne bi in je 15.
13. avgusta je rekel, da koncert je lahko, in od 13. avgusta do 13. septembra sva z Iztokom Kurnikom, ki je bil takrat menedžer Siddharta, pripravila vse potrebno z zunanjim izvajalcem, še enim, zato da je potem ta koncert Siddharta Simfoniku nastal. Garala sva kot konja, bom rekla. Ko je ta koncert se začel, jaz moram reči, da sem se takrat res jokala, ker je bila taka napetost, ker smo imeli hude težave, nismo vedeli, a bo dež, ne bo, malo ga je bilo, ampak še zadnji večer smo iz Avstrije naročali neke zaščito trate, ki jo je takratni klub zahteval. Skratka, ampak zakaj to govorim? Ker sem eno leto zatem, ker sem pač ugotovila, da je tedanji generalni direktor pač trženje začel preusmerjati preko Media Poolov, in se mi je to zdelo, da bo to velika škoda za RTV Slovenija, pač začela govoriti, da to pač ni okej. Takrat so pač se je začel pregon, tudi neke kolegica, ki je z mano delala, nekaj ni bila zaželena, ker je tudi nekaj preveč povedala. Skratka, takrat so mene in kolegico preganjali po vseh postopkih. Jaz rečem, sem edina na RTV Slovenija, proti kateri jaz sem imela 3 odpovedi v rokah. In so me hoteli pač na cesto vršiti, no, ampak ker sem bila v situaciji, da sem pač, moj mož je bil brez dela, hči je bila bolna, oče je bil hudo bolan in sem pač morala podpisati neko zelo, zelo nizko pogodbo in tlele delati za nikakršen denar. Dali so me delati v arhiv, prodajo arhiva, ampak saj veste, kako je. Jaz tako pravim, mene, ko boste dali delati v kanto za smeti, bom pa kanto za smeti prebarvala. In sem pol v arhivu pač vse postopke naredila, skratka, in tam sem pač to prodajo arhiva začela urejati, pravilnik smo sprejeli in tako naprej, tako da smo ene zadeve uredili tako, kot je bilo treba. No, potem sem pa dobila, bom rekla, takrat, ko je Jože Možina postal direktor televizije in je postavljal piramido, me je poklical, midva z Jožetom se poznava še študentske organizacije in predlagala me je pa takrat Mica Pucornik, ki je bila producentka, je rekla, ker me je poznala iz razvedrilnega programa, je rekla, če bo kdo lahko delal tako zahtevno oddajo kot redaktor, je to Natalija, in potem sem jo tja povabili. No, ampak tam sem imela jaz 2 urednika nad sabo in seveda tudi, če sem karkoli predlagala, sem pač bila preglasovana. Tako da smo pol imeli ta škandal z Jelinčičem, no, pol sem šla delati, ker sem pač jaz tam povedala ene stvari, ki jih tudi ni bilo dobro povedati, sem pol šla delati nedeljsko popoldne. V nedeljskem popoldne so se pač zgodile predsedniške volitve in takrat sem jaz želela imeti vse žene predsednikov v studiu. To isto je želela takrat tudi kolegica Rosvita Pesek in seveda meni so to prepovedali, zato da je potem to bilo lahko v informativnem programu. Jaz pa, ker je bilo meni uradno to dovoljeno in ker pač mi nihče tudi pisno ni napisal, da tega ne smem imeti, tega nisem odpovedala do zadnjega trenutka, šele ko sem dobila pisno navodilo, sem gospe šla klicati in odpovedala pač to oddajo. Seveda takrat po tistem sem bila na nek način spet suspendirana, šla in potem šla delati spet na drug projekt. Tokrat sem dobila projekt Posebna ponudba, potrošniška oddaja. To je nekaj, kar mene zelo zanima. Jaz sem tak zelo ozaveščen potrošnik, vedno se pritožim, ko se je treba, vedno vse preberem, kar je treba in seveda sem pravi človek in sem to oddajo nekaj let delala skupaj z Jasno Krlič. Mislim, da je bilo to eno lepših obdobij mojih na RTV Slovenija, ker je Jasna krasna voditeljica, odličen človek in ekipa, ki smo jo imeli, je bila super. Ines Kočar, ki zdaj vodi oddajo, je bila vedno izjemno predana novinarka. Po mojem mnenju je škoda, da dela kot voditeljica, ker je odlična novinarka, sploh na tem raziskovalnem področju. No, potem sem pa, meni je bilo to, postalo mi je vse skupaj dolg čas, delala sem neke, bom rekla, poskusne projekte, nek TV Lab, mednarodni projekt s temi nekimi novimi formati. In tam sem spoznala to EBU ekipo in leta 2013 me pokliče kolegica iz Betina. Moram še to povedati, da sem tam 2009 sem dobila prvo ponudbo z EBU-ja,
ker sem ves čas aktivna bila v te EBU-jevskih krogih, sem dobila prvo ponudbo z EBU-ja, da bi šla delati k njim, da rabijo nekoga iz tako imenovane vzhodne Evrope in sem rekla, gledajte, to, kar sem jaz, nisi vzhodna Evropa, jaz predlagam, da najdete koga iz Rusije. Obenem je bila moja hči takrat še premajhna, da bi lahko, ker to je bilo najprej, pač bi bilo treba pač najprej pogledati, kako to izgleda. Ti se ne moreš kar preseliti, ne, v tujino, moraš vsaj preveriti, kako to je. In sem jaz rekla, če bi šla na EBU, bi šla najprej poskusno za 1 leto, pa pol bi videla, bi ostala ali ne. No in takrat sem enega kolega iz Rusije pač predlagala, da je šel tja in je šel tudi tja, Vlad Jakovljev. No, 2013 je pa pol Betina mene poklicala, rekla, ne bi ti prišla, mi imamo Evrovizijski filmski teden za delati. Ta je tak projekt, kjer je treba biti zelo agilen, ti vse živo poznaš, si taka komunikativna in sem rekla, ok, bi pa mogoče res šla poskusiti, čak da vprašam pač moja 2, hčer pa moža. No in po posvetu z njima sem se odločila in 2013 potem marca šla delati na EBU in tam bila do 2014. In bom rekla, v enem letu sem naredila en velik projekt, 27 članic je bilo, lahko vam povem, da je to en projekt, ki je poleg Evrovizije v začetku imel največ, oziroma več kot Evrovizija, kot sama izbor pesmi Evrovizije je imel več članic, ki so sodelovale. In to je bil projekt, ki je bil res dober, ampak se je takratno vodstvo odločilo, da pač, ker je šlo to za projekt, ki je bil neprofiten, ne, ker EBU je pa takrat vedno bolj šel v to profitno, da pač ne bodo tega več delali. Ponudili so mi, da bi potem delala na nekem projektu še leto pa pol oziroma 2 leti, da bi bil spet za nek začasen projekt. Jaz sem pa rekla tako, zdaj ste videli, kaj pač jaz delam, če želite, ostanem tukaj za nedoločen čas. Ko sem prišla na EBU, sem bila seveda razočarana, ker sem videla, da so me malo okrog prinesli, ker nisem vedela, kakšne so tam pač plače. Videla sem, da je moja tajnica bila plačana več kot jaz in sem se pol odločila, da pač zahtevam dosti visoko plačo in dobre pogoje in sem rekla, če ne, grem pa raje domov. A veste, ker to je pač, ko si nekje, pač se moraš postaviti, če ne, pa nima smisla, da si tam nek napol hlapec. No in potem sem se vrnila 2014 sem. In pa sem bila tam nekje malo na smetišču zgodovine, med nekaj sem delala, nekaj pomagala, vsakmu malo, nekaj delala, neke projekte, ampak vse skupaj ni bilo nič. In pa sem se spomnila, ker je enkrat Miran Ribič mi rekel, če želiš, da te opazijo, se prijavi za direktorja. No in potem sem se takrat, ampak jaz nisem hotela biti direktor, jaz sem samo hotela delati nekaj pametnega in sem potem takrat rekla, če se bom pač prijavila za direktorja, ampak se mi zdelo fajn, da naredimo neko akcijo. Sem še 2 kolega pač povabila zraven, da bi se prijavili kot nek kolektivni organ, da bi naredili nek štos, da bi to nekdo prepoznal. Seveda takrat mediji tega niso prepoznali, ko smo se nekako kot skupina Preporod prijavili s kolegom Bogdanom Zupanom in Tomom Brdajsom. Niso pač nikomur se to ni zdelo zanimivo, da bi kot kolektivni organ se prijavili, to ni nobenega, se pravi. To je ta naša medijska krajina včasih mene tako razočara, ker ne prepozna, ne vem, nobenih takih drugačnih stvari. No in potem pač formalno sem se morala jaz prijaviti in ko sem prišla na pogovor, sem že povedala v začetku takratnemu generalnemu direktorju Marku Filiju, da mene v bistvu sploh ne zanima direktorska funkcija, da mene zanima samo, da bi nekaj delala, ker se mi zdi, da imam toliko znanja, da pa tam delam neke brezvezne projekte in da to vse skupaj brez veze. In potem me je vprašal, no, če bi bil kdo drug izbran, bi bili pomočnik njegov za program, sem rekla, to bi bilo super. No in potem sem postala pomočnica gospe Ljerke Bizilj. Od Ljerke sem se, bom rekla, naučila predvsem, kako delovati, kar se tiče teh programskih nadzornih svetov, kako se pripraviti, kaj so te stvari, na katere je treba biti pazljiv, ker jaz pač sem toliko dosti direktna in nisem ravno za te, bom rekla, jaz v bistvu mislim, da je treba pač delati ves čas po svoji vesti in nič, bom rekla, nekaj prikrivati. Pač poveš, če narediš napako, jo narediš, jo priznaš in greš naprej. Vsi ljudje, ki delamo napake in pač moramo iti naprej, se iz napak naučiti. In pol, ko je prišlo do to, ko ni bilo direktorja, en pa drug pa tretji, pa so pa kolegi odgovorni uredniki prišli do mene pa so rekli, ne bi ti tega prevzela, ker če ne bomo spet dobili kakšnega, ki pojma nima.
In potem sem jaz sama s sabo se malo pogovorila sem se tudi doma, ker seveda to, veste, to, ko delaš kot direktor, to pomeni, da nimaš časa nobenega za družino, a ne. In moj mož navajen vsega hudega je rekel, glej, če misliš, da je to v redu, pejt v to, a ne. No, in pol sem tako postala direktorica. Jaz moram reči, da to, če bi kdo mislil, da je to dream job, to je katastrofa, to ni dream job, to je, če hočeš to delati dobro, je to ogromno odrekanja, je to ogromno potrpljenja, ogromno kompromisov, ogromno pogovorov, ogromno tehtanj, a ne. Zelo težko je včasih pretehtati, a ne. Veste, ko narediš, ko se odločiš za nekaj, a ne, vsi pljuvajo ali pa ne vem, imajo kaj za povedati, ampak preden se odločiš, a ne, za nekaj, ko tehtaš, ko ljudi pokličeš, a ne, redko kdo ti zna dati pravi nasvet. Redko kdo. Ponavadi rečejo, ja, saj ne vem, kako in kaj, a ne, ampak pol, ko se pa odločiš, pol so pa vsi tlele na okopih, pa bi pol pljuvali pa govorili eno in drugo, a ne. Posebej še v teh časih je treba zelo, zelo dobro, dostikrat je treba utihniti, premisliti, 2 koraka nazaj narediti, globoko vdihniti, se posvetovati, res iz dneva v dan se učim kaj novega, prosim za nasvete, tehtam, razmišljam, še vedno nisem vedno prepričana, da sem kaj prav naredila, vedno znova se sprašujem, kaj še lahko drugače naredim, bolje naredim. In mislim, da je to za mene ena velika učna ura, ampak je pa zanimivo, no, je pa tisti drive, tako kot smo ga imeli na Radiu Študent, je zdaj tudi nek tak, bom rekla, osebni drive. Finančno je to katastrofa, vam povem, to je v bistvu tako, da ko poveš komu, recimo že na HTV-ju ima moj kolega dvojno mojo plačo in tako naprej, ampak to za mene nikoli ni bila bistvena stvar, ne, za mene je vedno bistveno, kaj ti dobiš, kaj lahko narediš. Če lahko kaj urediš, če lahko kaj, ne vem, je potem bolje, a ne. Jaz pač mislim, da edino nekaj je treba v tej hiši urediti, in sicer, da bodo enaki vatli za vse. Jaz ves čas zagovarjam neko načelo pravičnosti in solidarnosti in se mi zdi, da moramo biti predvsem solidarni z ljudmi, ki veliko delajo, ki so dobri pri svojem delu in pravični do njih. Se pravi, da je treba vedno se zgledovati po tistih, ki delajo dobro, ki so pošteni, a ne, in po tem načelu potem gledati vse druge. In tisti ljudje, ki pač ne dosegajo, ki iščejo izhode, a ne, ki se izmikajo delu, tiste ljudi je treba prisiliti, da pač začnejo delati, zato da pač ne delamo krivice vsem tistim, ki jim v tem trenutku recimo, bomo rekli, rit odnašajo, a ne. Tako da mislim, da to so bom rekla, načelo pravičnosti in solidarnosti je bilo tudi na Radiu Študent. Bili so včasih tam kakšne krivice, ker je pač nekdo bil zvezda, pa so ga drugače, ampak jaz mislim, da je to neko načelo, ki smo ga gojili na Radiu Študent, ki jaz mislim, da ga tudi še zdaj gojite, in to je tisto, ki ta, bom rekla, filozofija Radia Študent me še vedno spremlja. Super. Jaz mislim, da je to zdaj en dober trenutek, ker pač tudi čas nam je šel mogoče že malo čez. Ja, saj bomo malo pokrajšali. Jaz bi samo še nekaj, ker sem se lih na začetku, ko si omenjala ta šolski radio, kako je bilo pa to takrat, naprimer, ko si bila še srednja šola, ali pa še, ste imeli tudi na osnovni šoli radio, ali sam na srednji? Ker me malo zanima, kako je takrat. Jaz sem ga ustanovila v 7. razredu osnovne šole. Aha, in prav iz nič ali kako? Iz nič je bilo, ja. Mi smo imeli jaz sem imela krasne učitelje v Tolminu, se pravi Tončka Zorjan, moja fenomenalna slavistka, učiteljica, legenda slavistike na tolminski osnovni šoli. Jaz sem do nje prišla in sem rekla enkrat, a ne bi mi imeli šolskega radia v odmorih, ker takrat učenci nimajo kaj početi, pa kakšne neumnosti počnejo, če bi pa imeli radio, bi pa prisluhnili, pa angažirali bi jih lahko za kakšne stvari, zakaj ne bi mi tega imeli? In je Tončka rekla, super, dajmo to. In potem smo se zbrali in smo naredili.
Tudi prav tako ste imeli kakšne zvočnike, ali kako to? Ja, to je bilo po To je šoli. že obstajalo, v razredu je pa bilo. Ja, mi smo imeli, bom rekla, to srečo v nesreči. V Tolminu se je leta 1976 zgodil potres. In zaradi tega, in ko so se šole pač zrušile, je bilo treba narediti novo šolo in takrat je nastal ta šolski center Vojvodina. In to je bil zelo sodoben šolski center z enim takim notranjim atrijem, zelo super, res lepa šola in tam je bila vsa ta vsa oprema sodobna, se pravi zvočniki po učilnicah, zvočniki na hodnikih, tako da je v bistvu ta radio bil, ga je bilo mogoče uresničiti. No. Imeli smo zaradi potresa, ne, zaradi tega smo imeli vso tehnologijo, ki smo jo lahko uporabljali. Ne. Super. No pa še mogoče eno vprašanje, obstajajo kakšne vzporednice med naprimer medijsko krajino v 80-ih pa danes, ali kakšne so razlike, mogoče kakšno mišljenje, čisto tako? Takrat mislim, da je razlika bistvena v samokritičnosti, samih akterjev na prizorišču. V 80-ih letih smo res vsi, ki smo delali, bili izjemno samokritični in bili smo zelo predrzni. Dosti več je bilo te predrznosti, dosti več smo si upali. Po eni strani, po drugi strani smo bili pa blazno kritični do tega, kar počnemo. Zdaj se mi zdi, da si pa ljudje ne upajo toliko in pa niso kritični do sebe. Mislim, se pravi, vedno so izjeme, zdaj govorimo res tako zelo na počesa. Potem takrat je v bistvu sta bila nekako dva pola, zelo izoblikovana, neka uradna, neka medijska in neka alternativna, ki je nekako spreminjala, gnala. Zdaj pa v bistvu imate več teh vse skupaj je nekaj razdrobljeno, nekje dejansko je ta pač globalizacija medijska, se pravi ta splet in to prineslo je neko tako zmedo v prostor. Dejansko takrat v bistvu si vedel, komu lahko verjameš. Zdaj pa več ne veš, komu lahko verjameš, se mi zdi, da je to bistvena razlika. Zdaj takrat si lahko, takrat kot poslušalec si v bistvu imel zaupanje v medije. Zdaj kot poslušalec, gledalec, isto takrat kot poslušalec, pa nimaš zaupanja v medije. Kljub temu, da je takrat veljalo, ne vem, da so obstajali režimski mediji, pa tako imenovani nerežimski mediji, si v bistvu znal si kot gledalec pa poslušalec nekako imel neko distanco kritično, pa vse skupaj, ampak vseeno si znal procesirati. Zdaj je pa toliko vsega, da dejansko en človek, ki ni prav, bom rekla, izobražen, se ga da tako hitro zmanipulirati. In je tlele res je, zdaj je po mojem mnenju vlada na medijskem področju en totalni kaos. Totalni kaos in ne vem, res ne vem. V bistvu niti, če po pravici povem, tako temeljito nisem o tem razmišljala, ampak tako, zdaj sem to povedala čisto na prvo žogo. Bi morala res malo bolj premisliti, da bi lahko, ne vem, se bolj poglobila v to, ampak res, to je pa čisto neka ocena, ampak se mi zdi, da je danes res gledalec, poslušalec predmet nadlegovanja. V 80-ih je bil pa predmet nekega temeljitega premisleka prej. Se pravi, v 80-ih letih so mediji vedeli, kaj delajo. Danes mediji večinoma ne vedo, kaj delajo. To se mi zdi, da je neka temeljna premisa, da povsod, da se je neka uredniška strategija večinoma več ali manj izgubila, na žalost. Nekje še obstaja, recimo pri nas pač je neka, bom rekla, vse eno obstaja, ampak večinoma pa se mi zdi, da se kar nekako, da ni tlele zadaj nekega zelo tehtnega premisleka. Je bilo na primer tudi veliko takrat, ko je prišel Kanal A, pa ko so tudi Američani stopili na medijsko sceno. A takrat je dosti tudi te doktrine prišlo iz Amerike,
kakšne, kako naj se te novice podajajo? Ma niti ne. Mislim, takrat je v bistvu bilo predvsem to, da je treba to na nek človeku prijazen način, da ga je treba bolj populistično, da je treba to vse skupaj narediti. A ne? Vsi smo se skušali približati bolj gledalcu, a ne? Ampak recimo na Kanalu A je takrat urednik, recimo jaz sem takrat Mileta Vrega pripeljala kot urednika in mi smo takrat šli zelo v en zelo neodvisen, tak zelo resen medijski pristop. In takrat recimo je bil Boštjan Anžin je recimo eden od sadov te kanalovske, pa njegova žena Janja. Mislim, na Kanalu A, bom rekla, je bil pristop res to, da bi bila to res ena kredibilna, informativna oddaja, ki pa bi bila zelo pluralna, ne? Da ne bi bila, bom rekla, v nobeno stran preveč usmerjena. Ne? Mislim, ne govorimo o strani levo, desno, pa govorimo o strani komercialni interes, ne vem, politični interes, katerikoli interes, da ne bi prevladoval. Samo o tem je bilo. No? Tako da, ne vem, na Kanalu A smo predvsem delali več na teh drugih zadevah, se pravi glasbenih formatih, razvedrilnih formatih, pa na neki taki alternativni novičarski politiki tudi, no, na začetku sploh. Takrat še, ko je bil Poznič, a ne, tudi takrat, ko je una legendarni prispevek švercanja svetilke, mislim, da je ta prispevek, da je Bojan Kranjc takrat delal ta prispevek, a ne, tako da na Kanalu A so se pa pač te novi obrazi voditeljski izoblikovali, bolj sproščeni, ampak še vedno kredibilni, a ne. Imaš Stenks ti še kaj za reči za na koncu? Ne, jaz bi na koncu sam še rekel, da bi se najlepše zahvalil Natalija za tole, pa bi mogoče sklenil s tem, da Natalija Gorščak še ni rekla zadnje besede. Definitivno, na svojem kolesu bom mogoče še kam šla. Jaz sem navajena na vzpone in padce. Meni se čisto normalno zdi, da ko si nekje najprej na visokem položaju, na malce višjem položaju, lahko spet padeš. Glede na to, da se jaz vedno vozim na biciklu, a ne, mislim na kolesu mojem, ki je moj stalni spremljevalec, pri meni je stalnica samo vožnja s kolesom. A ne. Vse ostalo je postransko. A ne. In jaz na kolesu vem, kam grem, predvsem v osebnem življenju, vse to, kar pa zraven delam pa samo zaradi tega, ker bi želela nekaj narediti dobrega v življenju. Moj edini motiv je vedno, da skušam pač narediti nekaj dobrega za družbo. Ne? Zdaj, kaj se pa pol zgodi, kako se zadeve obrnejo, pa to, skušam vplivati, kar se da dobro, ne vem, se pravim, ko se mi zdi, da pač ne zmorem več, grem, ko se mi zdi, da to ni več izziv, odidem. Mogoče je pa moja zadnja beseda kakšen penzion, ki je na morju, kamor boste prišli k meni na obisk, pa boste poslušali kakšno dobro glasbo, ker še nekaj. Na vseh radijskih postajah pogrešam bolj raznoliko glasbo, ker sama zelo rada poslušam tako imenovano world music, ki se zdaj ta termin se ukinja, ampak špansko, francosko, južnoameriško, jazz, rock, punk, speed metal, ne vem, skratka, to, da imamo neke raznolike glasbene ponudbe pri nas več ni. Ko poslušate radijske postaje, recimo samo Radio Prvi, kjer Barbarič, naš Peter, bivši sodelavec Radio Študent, ima, bom rekla, kar veliko besede tam pri glasbi, tam se mi zdi, da še najdemo tako glasbo, ki je drugačna, kjer slišite tudi kaj takega, kar še niste že dolgo slišali ali pa sploh niste slišali, drugače je pa vse tako dolgočasno in upam, da na Radio Študent boste iz vseh unih arhivov glasbenih začeli kaj več vleči, ker se mi zdi, tudi Radio Študent se je tlele malce ujčkal v eno, tisto neki se ruži. Toliko dobrih koncertov, toliko dobrega džeza, en koncert, ene skupine afriške Taksi Pata Pata je posnet. Fenomenalen koncert, dajte ga kdaj zarolati, ne vem, dajte kdaj zarolati vse tiste super plošče, ki so, jaz edina stvar, ki moram reči, pa tako pogrešam, je ta, bom rekla, diskoteka Radio Študent, ki je bila vedno fenomenalna, kjer si našel plošče
ne vem, take, ki jih ni nikjer na svetu, no. Res, mislim, meni je to bilo zmeraj nekaj najlepšega in to sem rekla, da enkrat bi rada prišla na RŠ sam pogledati v diskoteko, ker to je pa nekaj fenomenalnega, no. Mislim, midva, ki sva oba, še vedno tudi aktivna glasbena opremljevalca na Radio Študent, ti obljuba, da mislim, da to že delava in da še bova. No, super, ker jaz včasih preklopim in je nekaj časa kakšna dobra glasba, potem se pa začne neko brezvezno ruženje, neki brezvezni komadi tam in dobro, okej, eno ruženje, drugo, tretje, pa ko to pade v neko monotonijo, ko je vse skupaj enako, je pa brezveze, tako da dejte malo še kaj. Eklektike. Tako je. Dobro, hvala Natalija za ta pogovor. Hvala vam. Končajmo s tistim, kar je en džingl na Radio Študenta, ne? Radio Študent je najboljši radio in na koncu še tovariši, če že tonemo, potonimo s plapolajočimi zastavami.